Urad za ekonomske analize in razvoj, kratko UMAR, je nedavno izdal poročilo o produktivnosti 2020. Analiza pa predvsem usmerja na nujno potrebo digitalne preobrazbe, kar naj bi bil tudi ključ za razvoj in pa blaginjo Slovenije. Dr. Peter Vostner, vi ste eden glavnih avtorjev poročila. Pregledne analize običajno zajemajo neko obdobje s težnjo napovedi tudi prihodnjih razmer. Tu vmes pa se je zgodil zdrs pri nas, pa tudi širše. Koliko napovedne teže boste lahko ohranili v poročilu? No, najprej pozdrav vsem. Zdaj, poročilo samo ni namenjeno toliko napovedi, ne? To je napovedovanje trendov je ena izmed sicer posrednih nalog Urada za makroekonomske analize in razvoj. Ta gleda, namen poročila o produktivnosti je bolj njegova naloga je bolj, da pogleda, kaj se dogaja in kaj so stvari, ki jih je treba narediti v tem smislu. Torej, ne poiskati scenarij, kaj se bo zgodilo na podlagi obstoječih politik, ampak predvsem pogledati, kaj je treba narediti, zato da gremo v smer, kot si jo nekako želimo. In imate prav. Se oproščam, eno tendenco razvoja, pa tudi analiza sama kaže. Absolutno. Jaz lahko rečem, da urad UMAR že kar dolgo časa opozarja, ne samo s tem poročilom, tudi poročilo o razvoju, ki je druga nosilna publikacija, da je treba da Slovenija mora, torej, da so trendi za nas, nam ne grejo v prid. Torej, ne, da je neka drama. Sem razmišljal, kakšna bi bila taka optimalna prispodoba naše situacije. Glede na izzive, v katerih smo, oziroma kontekst, v katerem se nahajamo, bi jaz rekel, da vlak je speljal s postaje. Ne? Mi še na tem vlaku nismo, mi smo na kolesu zraven in imamo dovolj moči in hitrosti, da ta vlak ulovimo. In poročila o produktivnosti je, da če ne bomo res takoj začeli intenzivno poganjati to kolo, bo ta vlak pa res odpeljal in pa ga res ne bomo ulovili nikoli več, pa če bomo še toliko hitro gonili s pedali. Ne? Enostavno, trendi so takšni, da Slovenija je počasi svoje primerjalne prednosti izgublja. Trenutno smo sicer še v relativno dobri kondiciji, na nekaterih področjih celo presenetljivo dobri kondiciji, bi rekel, še posebej, ko gre za podjetniški sektor. Ne? Se pravi, če pogledamo po eni strani podatke o tem, koliko podjetja sama vlagajo, so podatki precej zaskrbljujoči. Recimo, vlaganja v IKT so v zadnjem desetletju izrazito padla, skoraj so se prepolovila glede na desetletje pred tem, kar bi mogel biti absolutno znak za alarm. Kar kaže tudi na to, da ni samo država tista, ki ni oddelala svoje domače naloge, ampak vseeno, ne glede na to, recimo z vidika digitalne preobrazbe, robotizacije, uporabe naprednih tehnologij, Slovenija je v relativno dobri kondiciji. Kar pomeni, da smo, to je tisto, kar sem... Pardon, o tem podjetniškem sektorju, a ne bova še potem rekla, tudi v tistem, kamor mora država vlagati. Ampak me najprej zanima tole, ne? Pravite, da je eden največjih problemov gospodarske rasti se kaže pri nas kot problem produktivnosti. Najprej me zanima, kako definirate produktivnost in od česa je ta odvisna? Ja, produktivnosti je več. Ne? Zdaj, glede na razpoložljive podatke, oziroma najbolj običajna je ta, da se bruto domači proizvod na prebivalca razdeli na stopnjo zaposlenosti in pa potem na proizvod, ki je ustvarjen na zaposlenega. To je tisto, kar smo mi največ gledali. In ko to zadevo na ta način razdelimo, potem je več ali manj jasno, da z povečevanjem stopnje zaposlenosti našega povečevanja blaginje ne bomo mogli reševati. Mi smo tam približno, glede na povprečje EU, približno 7 odstotnih točk je stopnja zaposlenosti v Sloveniji nad povprečjem EU-ja, kar ne pomeni, da na nekaterih segmentih je gotovo možno še izboljšati, recimo pri vključenosti določenih skupin, še posebej pri vključenosti starejših. Ampak tukaj veliko prostora za izboljšave, da dvigujemo svoj standard, ni. Zaradi tega je sporočilo zelo jasno tukaj, mi bomo ali dvigovali našo produktivnost, torej da bo vsak, ki je aktiven, ustvaril več, ali pa se standard nam ne bo dvigoval. In zdaj tisto, kar smo potem pogledali, je, kaj so tisti faktori, ki na to najbolj vplivajo.
Posebej smo izpostavili digitalizacijo, ampak so pa seveda tudi drugi faktori. Ja, no, še tole, mislim, da ste v tistem poročilu oziroma študiji, ki ste jo s profesorjem Mrakom delala, mislim, da ste primerjala našo produktivnost z nami, recimo z Avstrijo, ne? Kjer je 4-krat manjša naša kot pa avstrijska. Ne? Mislim, da je bila oblikovana tudi neka skupina, ki da bi preučila, kako ta zaostanek zmanjšati vsaj za 2-krat. Najbrž hitro ne gre. Ja, veste kako, jaz bi rekel tako relativno preprost. Mi moramo pač, mi moramo vsak zaposleni bo mogel več ustvariti. To je, kot rečeno, edina pot naprej. Zdaj, naslednje vprašanje pa seveda, kako do tega prideti. Ne? In tudi koliko hitro je to možno doseči. Ne? In to, ko razstavimo te faktorje, se začne seveda za vlaganje. Se pa ne konča z vlaganji, zaradi tega, ker vlaganja so samo potreben pogoj, niso pa zadosten pogoj. Mi bomo mogli veliko stvari tudi spremeniti z vidika načina, kako funkcioniramo. Mi imamo torej ta prehod v inovacijsko podprto rast, zahteva torej, recimo odprtje ne samo na strani, se pravi večjo stopnjo sodelovanja znotraj države in med deležniki, pač pa torej tudi še posebej med podjetji samimi, kot en primer. Ampak to potem vključuje tudi recimo obnašanje občin, ne? Se pravi, ta transformacija, o kateri govorimo, digitalizacija, to ni samo zgodba podjetij ali države, to je tudi zgodba občin in one imajo lahko zelo veliko, lahko prispevajo in hkrati rešujejo svoje probleme, ko vstopajo v to digitalno preobrazbo. In seveda one, zdaj sem se namerno vlečem primere, ki niso toliko običajni ali očitni, uporabljam pa ta primer zato, ker kaže, da digitalna preobrazba vključuje vse segmente družbe in ko bomo vse segmente družbe aktivirali, potem se bo tudi ta odskok in preskok lahko zgodil. Ali se bo zgodil lažje oziroma hitreje. Prej ste rekli, da glede na znanje in pa potrebo te industrijske revolucije 4.0, kjer Slovenija še nekako drži neko konkurenčno prednost ali pa vse v ravni s tem. Ne? Vendar, kot pravite, prednost to počasi izgublja. Me zanima nekaj, kako v tem kontekstu potem razložiti to poročilo ali pa eno analizo, ki jo je OECD dal, da smo recimo glede njihovih članic, da je Slovenija v največjem številu ima doktorjev znanosti. To se najbolj bi moglo pa nekje potem poznati tudi pri produktivnosti in še pri čem. Ja, veste, mi imamo zdaj vedno večjo diskrepanco po različnih kazalnikih. Na nekaterih smo še vedno zelo dobri, na katerih smo še dobri, pa lezemo nazaj, nekateri smo bili pa skozi slabi. Recimo en tak primer, kjer lezemo nazaj in je zelo zaskrbljujoča vključenost v vseživljenjsko izobraževanje, ki je izrazito pomembna v tej zgodbi, še posebej upoštevajoč, da se bodo v naslednjem desetletju, v tem zdaj, se bodo zgodile izjemne spremembe v smislu načinov proizvodne in kompetenc, ki jih bomo ljudje potrebovali. Mi pa od 2030, v tem desetletju. V tem desetletju, tako. In tega se absolutno premalo zavedamo. Tako da recimo, veste, mi imamo tudi OECD, ima eno drugo študijo je delal glede atraktivnosti za mobilno silo in migrante, tudi te najbolj izobražene. In so pač pobrali take kazalnike, kjer Slovenija pride izrazito ugodno skozi. In smo prišli tam zelo na vrh, ko gre za OECD. Tako da ravno to je sporočilo. Mi, to, kar pričakujemo, da se bo zgodilo skozi to 4. industrijsko revolucijo, da se bo uspešnost držav in regij pač začela izrazito spreminjati. In ta neka logika sredine, ki smo jo kar nekako zasledovali, praktično cela razvojna paradigma Slovenije od osamosvojitve naprej je temeljila na tem, da bomo ulovili povprečje. Jaz bi kar direktno rekel, če dovolite. Ta logika, da bomo lovili povprečje EU-ja v tem trenutku enostavno ne zadošča več. To je prepočasi. Naš cilj mora biti uloviti vodilne države oziroma vodilne inovatorje. In recimo, mi smo, tudi to je bila ena izmed novih pristopov, ki smo jih v poročilu produktivnosti uporabili,
če recimo pogledate kvaliteto institucionalnega okolja, stopnjo zaupanja, učinkovitost države in tako naprej, potem vidite, da smo v povprečju. Če pa pogledate, kje se nahajajo vodilne inovatorke, potem pa vidite, da smo v drugem velikostnem razredu. In tukaj se skriva odgovor na vprašanje, zakaj se, ko pridemo do nekih izzivov, ko so podjetja, tudi podjetja, ali država, ali družba, ali občine, ali regije, kakorkoli vzamete, so te države sposobne veliko hitrejš in kvalitetnejš stopati skupaj. Se zmeniti, odločiti in potem vsak na svojem strani to oddelati. Jaz namerno rad malo uporabljam Avstrijo, ker se ni, a veste, eno je, kot sem rekel, eno je, da oni več investirajo. Drugo je pa tudi, kako investirajo. Recimo, ko je šlo za, kaj svem, in Avstrijo omenjam tudi zato, ker je priznana kot ena izmed uspešnih držav, ki je praktično preoblikovala ali pa repozicionirala svojo vključenost v globalne verige vrednosti, kar je tudi ena izmed sporočil, ki jih poskušamo posebej poudariti. Ampak oni, recimo, ko je šlo za področje lesa, so se sistematično zorganizirali skozi celotno verigo. Nekaj, s čimer imamo mi izjemne probleme. Ne, da se ne da, in tudi se dogaja, ampak premalo sistematično in premalo hitro in kvalitetno to dosegamo. In to je tisti kvalitativen drug vidik, ki mora nadgraditi tudi povečana vlaganja, na kar opozarjamo v poročilu. Dr. Vosner, ko govorite o digitalizaciji, pa ste prepričani, da ljudje razumejo to? Ker prej ste tudi omenili, recimo, te nove tehnologije, robotizacijo, ki utegne spremeniti tudi neko socialno okolje, življenje ljudi. Ne, jaz mislim, da se premalo ukvarjamo z ljudmi, da se premalo ukvarja s tem, da se bi ljudi ozaveščalo, ampak bolj konkretno ozaveščalo. Mislim, se bojim, da se na tej površinski ravni se govori o digitalizaciji, ampak potem se pa ne razdela, kaj bo to za posamezne skupine ljudi pomenilo in še manj, da se jim bi tem ljudem pomagalo preiti te stvari ali pa da bi se jim pomagali recimo pri preusposabljanju. In to velja tako za podjetja, ko gre za usposabljanje ljudi, tukaj podjetja premalo vlagajo in še posebej premalo vlagajo v tiste skupine svojih zaposlenih, ki so najbolj ogroženi, se pravi tisti, pri katerih bo prišlo do največjih sprememb v naslednjih letih. Enako pa na strani države, ko gre za preusposabljanje ljudi na splošno. Se pravi, država enostavno, ko pogledamo, kam investira, recimo, tako v smislu štipendij, katera študijska mesta se odpirajo, mi gledamo predvsem pretekle trende in kakšno je trenutno povpraševanje na trgu ali ne. Ne sprašujemo se pa vsaj ne dovolj, gotovo pa ne sistematično, kaj se bo zgodilo v naslednjih 5 do 10 letih. Ker to je treba danes ukalkulirati, recimo, ko gre v programe usposabljanja in izobraževanja. Tako da jaz bi tle kar nasplošno, bom rekel, ta krivda je kar porazdeljena med vse ključne nosilce moči, če tako rečem, v državi in za ljudmi in njihovim ozaveščanjem in tudi opolnomočenjem bi se mogli vsi več ukvarjati. Zdaj, kaj je posledica tega? Posledica tega je, da verjetno, to je zdaj pač teza, ampak podatki kažejo, da so ljudje, ko gre za koristi novih tehnologij znotraj podjetij, so optimistični, ne samo, torej tudi če se primerjamo glede na Evropsko unijo. Se pravi, posledica tega hočem reči, če mi dovolite, še to, se pravi, prav je, da smo kot družba dojemljivi za določene tudi potencialno negativne vidike digitalizacije in novih tehnologij, to je prav. Narobe je pa, če je posledica tega, da rečemo, počasneje bomo šli v ta proces. Se pravi, pravilen sklep je, mi bomo šli, tako kot Švedi recimo, ali pa Skandinavci, mi bomo šli na to v polno, ampak hkrati šli za aktivno logiko upravljanja tega procesa, se pravi, nasloviti te negativne vidike, se z njimi aktivno ukvarjati in poskrbeti, da ne bodo ljudje, torej da ne bo kdo izostal v tem procesu, torej da ne bo kdo ostal kot poraženec. In če vse to naredimo, potem bomo sigurno iz te zgodbe išli kot zmagovalci. No, ampak iz tega sledi na nek način misel, da očitno imamo Slovenci v veliki večini, da ne obvladujemo teh kompetenc, ki so potrebne za to preobrazbo in pa približevanje 4.0.
Ja, drži. Zdaj tako, naša špica, ne, prej, ko ste rekli, mislim, torej, naša špica, ne, torej, ljudi, ki so, ne, bodisi znotraj podjetij, startupov, te, ki so ta segment visoko izobraženih, torej, jaz bi rekel, da tukaj se kažejo zelo dobri rezultati. To tudi malo anekdoti, o tem sicer ne govorimo direktno o poročilu produktivnosti, ampak pač tudi iz mojih prejšnjih življenj, če smem reči, ne, izkušnja tukaj gotovo je, da Slovenija ima tukaj ogromno za ponuditi. Naša inženirska tradicija, tudi kvaliteta izobraževalnega sistema, sposobnost stvari povezovati, to, da nismo pretirano specializirani na ravni posameznika, da smo vendarle sposobni tudi multidisciplinarno pač delovati, ne, kaj šele, če bi to bolj sistematično spodbujali, kaže na to, da Slovenija tukaj ima zelo dobre potenciale, ampak hkrati imamo pa velik segment ljudi, ki pa zato, tako kot ste rekla, niso usposobljeni. Te osnovne digitalne kompetence primerjalno, ne, smo pa zaostajamo in to je pa, se pravi, mi imamo tle se nam tudi tako, kot druge, kaže vedno bolj dualna struktura znotraj družbe. En segment, ki je izrazito usposobljen in ki tudi ustvarja zelo visoko dodano vrednost in je izrazito dinamičen, in en del, ki na tem vlaku, ki je precej daleč stran. In zdaj, tisto, kar je treba narediti, je, da se spodbuja oba ta segmenta in da se poskrbi, da ljudje ne bodo imeli občutek, da je to neka zgodba, ki jim bo samo še poslabšala življenje. Nasprotno, morajo razumeti, da navkljub vsem tveganjem je to edina pot k temu, da bo njihova, če hočete, ne samo, da bodo imeli službo, ampak da bodo imeli plačo krat 2. Pravite, da je potrebno trend obrniti. Čigava naloga je to? A so to strukturne politike, vlada kot taka, ali še drugih teh dejavnikov? Ja, jaz mislim, da glavna teža je seveda, torej prav je, da se ta prvo opozori na vlado, ne pa samo na vlado. Torej, jaz bi kar rekel, vsak bo mogel svoj del posla oddelati, ne, tako uprave podjetij, zaposleni, študenti, mladina, vsak bo mogel svoje oddelati. Je pa res, da so nekateri v boljši poziciji, so bolj opolnomočeni, da svoje oddelajo, drugi pa morajo biti še opolnomočeni in jih morajo nekdo drug opolnomočiti. Zdaj, država, na strani države je kar velik, in to tudi literatura izpostavlja, torej izzivi pred državo se izrazito povečujejo. Ne samo pričakovanja, vloga države se predpostavlja, se bo povečala in kompleksnost, v katerem država funkcionira, se bo povečala. In to je lahko en izmed kar velikih hendikepov v Sloveniji, namreč ne, tako z vidika prilagodljivosti razvojnih politik, kvalitete medsebojne koordinacije znotraj vlade, sposobnost dolgoročnega razmišljanja so stvari, kjer se Slovenija se boji ni pretirano, ko gre za državo, mislim, ni pretirano do zdaj izkazala. To so pa vse vrline, ki so vedno bolj pomembne v digitalni družbi. In ta segment kvalitete zagotavljanja javnih storitev in podpornega okolja je, seveda, tukaj ima država ključno vlogo. Spodbujati vlaganja, še posebej v znanje, in ustvarjati to okolje, ki je torej naklonjeno pač, predvsem inovacijam in digitalizaciji. Na drugi strani pa, kot rečeno, ne gre samo za državo, pač pa tudi podjetja. Podjetja ravno tako premalo vlagajo v informacijske in komunikacijske tehnologije, ravno tako premalo vlagajo v svoje zaposlene. Tudi ona bodo mogla spremeniti modele delovanja, ko gre za organizacijo, medsebojno sodelovanje, ekosistemski pristopi niso nekaj samo, kar je skrb države, ampak je tudi stvar podjetij. In tukaj je treba, jaz bi celo rekel, ne, podjetja in država bodo morali delovati bolj z roko v roki. Vi ste tudi pred nedavnim pripravili neko razpravo s Hišo Evropske unije in pa UMAR, no, kjer je bilo pa zanimivo slišati, ne, da je tako kot vi časa ni, treba je začeti takoj. Da je potrebno recimo že mlade, že v osnovni šoli, v srednji pa sploh seveda uvesti to digitalizacijo v kurikulum, se pravi obvezno, ni to stvar nekih domačih spodbud in pa tako naprej. Ne? Kaj se o tem razmišlja?
Zdaj pa sploh, a veste, ker je recimo zdaj to šolanje nadaljavo, ne? In zdaj vidimo, da kakšna diskrepanca je recimo med nekaterimi, ki obvladujejo to, ki lahko si to tudi, bom rekla, privoščijo, in nekaterimi, ki pa sploh, zadnjič je Fakulteta za elektrotehniko dala zanimiv zemljevid, a ne, pokritosti Slovenije z internetom. Se pravi, da obstajajo še vedno težave in te ljudje bodo vedno na nek način prikrajšani, ker kdaj bojo potem nadomestili vse te manko. Ja, zdaj v tem vprašanju se skriva neki dimenzij ali pa neki vprašanj. Zdaj, popolnoma jasno je, da je torej, digitalna dostopnost, ne, ta povezanost je predpogoj in to je, nekateri govorijo o tem kot o človekovi pravici. To je več ali manj. Pač s Covidom je postalo pač kristalno jasno. Imate prav, tudi Akos ima en zelo simpatičen spletni portal, kjer se vidi, kakšen je dostop različnih območij. In ja, so območja, kjer še posebej ta širokopasovni dostop ni na razpolago. Res je, da tega primerjalno ni veliko in tudi je res, da se na tem dela, tako da pričakovanja so, da bi se ta problem mogel v ne tako oddaljeni prihodnosti rešiti. Tako da to je en vidik. Naslednji vidik je, da samo širokopasovni dostop v tem trenutku nas ne sme zadovoljiti, zaradi tega, ker torej, ko gre za mobilno komunikacijo, ne, 5. generacija prihaja in literatura govori o tem, da je 5G danes že za velika podjetja praktično že postaja industrijski standard. In da bo za srednja in majhna podjetja to postal pogoj, ali pa torej pogoj. Tisti, ne, kdor ne bo v tem, bo imel resen problem z letom 2023-2024. Tako da hočem reči, ko gre za povezljivost, Slovenija se tudi tukaj ne gre samo za vidik nujnosti zagotovitve splošnega dostopa za širokopasovne omrežja, ampak tudi je treba biti pozoren na to, da imamo v Sloveniji, da bomo torej dovolj ambiciozni, ko gre za uvajanje teh najzahtevnejših ali pa najmodernejših načinov komunikacije, ker to je tudi predpogoj za konkurenčnost podjetniškega sektorja. To so zdaj predpogoji. Pogreba pa na naslednji nivo je pa, kaj smo sposobni kot družba in torej kot podjetniški sektor z temi pogoji digitalne povezljivosti narediti. Tukaj je pa tako seveda, da če pogledamo, če gremo od podjetij nazaj, ne, ko govorimo o digitalizaciji, se mi zdi, zelo hitro začnemo razmišljati o tem, ali ljudje znajo uporabljati Chrome, Windows Explorer, pa kupiti kakšno stvar, ali pa mogoče, da znamo kaj sprogramirati. Ne. Tukaj ne gre samo za to in to je nekaj, na kar opozarjamo. Mi moramo spremeniti malo miselnost in govori se v literaturi o digitalni miselnosti. Se pravi, da se torej, enake probleme lahko rešuje na popolnoma drugačen način, z drugačnimi pristopi, z drugačnimi poslovnimi modeli. In to je znotraj podjetij, če zdaj se postavimo v vlogo, kaj Slovenija pravzaprav dela, mi smo še zmeraj nekako v svetu, da proizvajamo produkte za. Še posebej radi se vidimo kot dobavitelji za nekoga drugega, še najraje za kakšnega nemškega proizvajalca avtomobila. Ta segment je izrazito problematičen. Tukaj se moramo mi to je del preobrazbe, tudi kako pač se lahko gremo v bolj prodorne inovacije z lastnimi rešitvami, oziroma da se iste produkte zagotavlja na drugačen način, da se torej obstoječe izzive rešuje z drugačnimi pristopi, za kar je, kot rečeno, potrebna drugačna miselnost. In zdaj grem nazaj na vaše vprašanje, zakaj o tem govorim, ko govorite vi o tem, a je treba to dati v osnovni šoli. Zaradi tega, ker se ta mehanizem vzorcev razmišljanja postavlja pa, ko si je človek zelo mlad. In jaz tukaj ne bi šel samo v osnovno šolo. Ravno 2 dni nazaj je bila debata v okviru OECD-ja zelo popularna oziroma zelo aktualna
postaja razprava, kaj delati v predšolskem segmentu. In to spet, ne gre zdaj za to, da mi zdaj torej nekoga, ki ima 3 leta, učimo programirati. Se ne gre za to. Gre samo za to, da so sposobni razmišljati na drugačne načine. Zdaj rečemo digitalno ali podjetno, odprto, sodelovalno. Pustimo, tukaj so, kot rečeno, stvari so večdimenzionalne. Ampak to so elementi, ki so za srednje in dolgoročno konkurenčnost Slovenije ključni. Zaradi tega smo, če grem samo nazaj v svoje prejšnje življenje, naš prvi sestanek na področju pametne specializacije smo se dobili z vsemi generalnimi direktorji na izobraževanju. In je bilo vprašanje, poslušajte, zakaj mi kot se ne spomnim takrat točno, kdo je bil, generalni direktor oziroma direktorica za predšolsko vzgojo, poslušajte, kaj mi delamo, ko se pogovarjamo o strategiji pametne specializacije. In naš odgovor takrat je bil natančno ta, kar sem prej rekel. Mi moramo praktično spremeniti način razmišljanja, funkcioniranja, pa ne v smislu, da bomo zdaj zasledovali gospodarski interes. Ampak tukaj gre za podjetnost, ki nas ustvarja potem, ki nam ustvarja to podstat, kapaciteto se obrniti in pride do novih rešitev, ki pa pomenijo to, da smo lahko, zdaj pa malo, druga Švica. Kakšen delež pa je recimo v gospodarstvu teh, kot ste rekli, bom rekla, kar manualnih naravnanosti, produkcije? Zaradi tega, ker domnevam, mislim, ta proces že pri vrtčevskih otrocih, razvija to digitalno miselnost, to so dolgi procesi, to najbrž nimamo toliko časa. No, glejte, prvič, to niso enostavne stvari in s tem imajo večje ali manjše izzive vse države. To je, veste, jaz to čisto razumem, tudi ljudi v izobraževalnem sistemu. Nekdo, ki je do pred 10 let izobraževal na tak način, zdaj mora pa popolnoma drugače, to seveda je težko. In zaradi tega samo je pa tako, da smo v Sloveniji, tle pa zdaj malo na najno prejšnjo debato, odnos do, mi smo tle zelo konzervativni. Mi recimo relativno malo eksperimentiramo z nekimi novimi pristopi. Jaz bi, če zdaj mene, za moje osebno mnenje vprašate, mi seveda izobraževalni sistem je en velik sistem, ki ga ne moreš kar tako od danes na jutri čist na glavo obrniti. Popolnoma jasno. Ampak hkrati pa gotovo je smiselno pilotirati različne rešitve, pogledati, kaj deluje in tisto, kar deluje, potem hitro dati, usposobiti učitelje in potem to hitro dati v to, kar je standardna ponudba izobraževalnega sistema. In tle recimo se države, kot so Finska, zelo izpostavljajo in oni dobesedno eksperimentirajo. A veste, jaz tudi, ko se je zgodil ko se je prva karantena zgodila spomladi, jaz sem rekel, samo kot ilustracija, kaj sem prej mislil, sem rekel, gremo z nekim pilotnim projektom, pa gremo korak naprej od tega, da ne bomo imeli otroke in učitelje samo na Zoomu. Pa gremo narediti neko virtualno učilnico z virtualno resničnostjo. To so eksperimenti, ki so bili narejeni in ki kažejo, da če se učitelj nahaja skupaj v učilnici, virtualni učilnici v 3D, za učenci so rezultati bistveno boljši od standardne učilnice. In jaz sem prepričan, da bomo imeli mi tle, in koliko jih imajo vsi tle, cel kup problemov. Ampak mi se moramo tega lotiti. Če bodo enkrat vsi ostali imeli to razvito, bomo mi spet sledilci. To pa je v tej situaciji lahko zelo problematično. In kje je ta vaša pobuda, zaživela potem? Virtualna učilnica? Glejte, če pogledamo zdaj, kaj Slovenija dela od marca naprej. Mi smo ravnokar, je Slovenija potrdila 6. protikoronski paket in če bi šla midva zdajle čez vseh teh 6, praktično je notri, so ukrepi, ki pomenijo, jaz bi to imenoval, zasledujejo preživetveno logiko, kar je v redu, zaradi tega, ker bi sicer marsikdo ne bi, ta šok je bil tako ogromen, da je seveda smiselno in potrebno, da država v tej situaciji vstopi in poskrbi, da se nam družbeni sistemi in še posebej gospodarski, da se nam ne sesujete. Ampak hkrati je pa vsi govorijo o tem, kako je treba to krizo izkoristiti za to, ne da boš odskočil nazaj tja, kamor si bil, pač pa je treba to krizo izkoristiti za to, da boš odskočil en korak naprej.
In zdaj, če bi šla midva pa sešteti oziroma pogledati, kateri so v teh 6 protikoronskih paketih ukrepi, ki pa spodbujajo razvoj, se pa bojim, da bova zelo, zelo hitro končala. Se pravi, vemo, da bo obseg investicij podjetij v raziskave in razvoj se izrazito zmanjšal. Anketa ekonomske fakultete temu pritrjuje, več kot 60% podjetij namerava letos zmanjšati svoje vlaganje v raziskave in razvoj in v usposabljanje zaposlenih. In zdaj, kaj se bo zgodilo? Nekatere države izrazito pomagajo podjetjem, da se bo to zgodilo čim manj. In ta razvoj, torej ni problem v tem, da imamo mi preživetveno usmerjene ukrepe kot odziv na korono. To je prav. Problem je, da nimamo teh drugih, oziroma da jih imamo bistveno premalo. Ker zdajle podjetja zaposleni imajo čas in zdajle bi mogla, veste, podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da ima samo 10% slovenskih podjetij, na primer, izdelano digitalno strategijo, ki jo je potrdilo vodstvo podjetja. 10%. Pričemer so zdajle, vemo, da imajo velike kapacitete, s katerimi ne vejo, kaj bi. Zdajle bi mogli mi, torej ne samo vsak, ki je pripravljen, država bi mogla praktično poskrbeti in dati dodatne spodbude, da bi se bilo zelo težko ogniti temu, da greš v proces digitalne preobrazbe. Ker če kdaj, potem zdaj. Jaz bi lahko nadaljeval o tem, Bainove analize kažejo, kako se te škarje ravno v krizah najbolj razprejo, da se vam za 89% poveča delež, na primer, nasedlih podjetij v časih takih velikih kriz in na drugi strani se poveča delež tistih podjetij, ki odskočijo naprej za 47%. Skratka, krize so čas za priložnost. In zdaj odziv podjetij ali pa uspešnost podjetij, koliko bodo sposobna to izkoristiti, je pogojen tudi z vizionarstvom, če tako rečem, države. In tukaj se jaz bojim, da zaenkrat, jaz mislim, da bi ta razvojni paket kot odziv na korono mogel biti že vsebina prvega paketa, ne samo 6. Pa še zmer se bojim, da se zdaj tale zgodba, debata o evropskih sredstvih pred nami pa tako naprej in se bo to zgodilo samo tukaj vsak mesec šteje. Ampak, doktor Vostner, pred 10 leti približno je bila ta finančna kriza. Takrat so pri nas podjetje dobivala, to beremo v teh analizah, neke subvencije za prekvalifikacijo določenih poklicev, delovnih mest in tako naprej. Iz tistega se ni zgodilo nič. Subvencije so šle v podjetja, rezultat pa je bil majhen ali pa slab. A smo na to pozabili, recimo? Ja, težko. Zdaj, prvič ne bi čisto rekel, da ni bilo iz tega nič. Res je, da pač je prišlo do, je bilo slišati marsikakšne primere, dajva reči, neoptimalne uporabe teh sredstev, ampak jaz vseeno ne bi tako hitro šel v sklep, da iz tega se ni zgodilo nič. V tistem obdobju 2010-2011 je Slovenija še precej več vlagala v vseživljenjsko učenje. Tako da v bistvu jaz se bojim, da gotovo ne more država s svojimi ukrepi, pač to ne bo rešilo celotno situacijo. Zaradi tega tudi pravim, da odgovornost ni samo na državi, pač pa tudi na podjetjih. Mi moramo sistematično se tega lotiti. Ampak je pa tako, da podjetja sama, a veste, če preskok v industrijo 4.0 zahteva popolnoma drugačen set kompetenc. In zdaj seveda to tudi za vodstvo ali pa lastnike podjetij predstavlja visoko tveganje, zaradi tega, ker se zavedajo podjetja, da bodo tudi z vidika tega, kaj dobivajo iz izobraževalnega sistema, bodo rabili popolnoma drug set kompetenc svojih potencialnih zaposlenih. In to je tista usklajenost, o kateri govorim, ki je tako ključna v tem trenutku. Zakaj pa zdaj še posebej, torej zakaj je zdaj tako drugače? Zaradi tega, kar je zoprno pri tej industriji 4.0 oziroma prehodu v 4. industrijsko revolucijo je, da je ta prehod tako ekstremno hiter. Prehod še posebej prve v drugo industrijsko revolucijo je bil po obsegu torej vpliva na trg dela močnejši, globje, je bilo bolj dramatično. Se pravi, v tem ni razlika te digitalizacije glede na zgodovino. Razlika je v tem, da se je tisti prehod zgodil čez 1 stoletje. 100 let je trajalo, da se je ta industrijska revolucija, tista druga, zgodila.
ta digitalna revolucija se bo zgodila pač v toku enega desetletja. In zato je tako težko, ker enostavno se bo zgodil, treba je malo skočiti v bazen, kljub temu, da ne vemo čisto točno, koliko je noter vode. In to velja tako za podjetja, mislim, da je McKenzie ena luštna študija, kjer pravi, da you have to move also uncomfortably fast. Se pravi, treba se premikati, tudi če vam je neprijetno, morate iti zelo hitro, ker enostavno alternative tukaj ni. In to je nekaj, kar pa nam v Slovencem ni najbližje. Ta način razmišljanja nam pa ni tako domač. A mislite, da se utegne ta vaša študija, ti predlogi nekoliko odmakniti zaradi teh krize, pandemije? Najprej bom odgovoril, kaj bi se moralo zgoditi. Ja. Pandemija je absolutno, torej zdaj pa še pred 4-5 meseci je bilo to prevladujoče mnenje, zdaj si bi pa jaz upal, da reči, da je to kar konsens, kjerkoli poslušate, tudi od Japonske do Čila, od Kanade do Avstralije, tukaj vlada konsens, da je povsod pač korona bistveno spodbudila predhodne megatrende, še posebej pa to velja za proces digitalizacije. Se pravi, korona bi mogla vse to, o čemer se pogovarjamo, torej zaradi tega je potreba potem, nujnost tega je še bistveno večja. Zdaj, kaj bo Slovenija v tej situaciji naredila in kakšna bo stopnja upoštevanja priporočil, to je pa zdaj seveda drugo vprašanje. Ko gre zdaj za, kot rečeno, odziv koronski, jaz nisem zaenkrat ravno tega zasledil, da bi se zavedali dovolj te situacije, tako da jaz samo upam, da bo tako podjetniški sektor, država, pa tudi ostali segmenti, da bomo nekako, kako rečem, si nalili čistega vina, Jaz bi skoraj rekel, jaz si upam trditi, da je ta naša diagnoza in priporočila so gotovo kar skladna z tem, torej, da gre za prava priporočila in da se bomo, kot rečeno, zmobilizirali, ker če to naredimo, če pa to naredimo, to je pa druga plat medalje, so pa potencialne koristi tega, pa je pa super, ne samo v smislu BDP, ampak tudi v smislu zmanjšanja neenakosti, vključenosti, pa tudi, če hočete stvari, kot je kvaliteten zdravstveni sistem in izobraževalni sistem. Tako da, hočem reči, vse škarje so priložnosti in možnosti imamo še v rokah, je pa res, da je to zdaj pa res zadnja šansa. No, še to me zanima, poglejte, hipotetično, če se utegne to nekoliko odmakniti, ti vaši predlogi, pa kljub vsemu, kateri so, vi imate kar precej v tej študiji, kateri so pa neobhodni, ki jim bi dali prednost, da je treba z njimi začeti takoj? Ja, jaz mislim, da moramo, ko gre za digitalizacijo podjetij, torej tukaj pa res ne vem, kaj čakamo, vse študije kažejo na to, da je ne samo, da je vpliv najmočnejši od vseh oblik vlaganj, torej tudi med različnimi vrstami vlaganj kapitalskih in tako naprej, je pri vlaganju v IKT-ju, se pravi tako v smislu opreme, kot teh mehkih znanj in uvajanja digitalnih rešitev, je ta vpliv prepoznan kot najmočnejši in kot neposreden. Kar pomeni, tukaj ne gre za tako kot pri raziskavah in razvoju, kjer vložiš danes, koristi imaš pa čez 4 leta, kar politiki seveda nimajo preveč radi. Pri digitalizaciji je korist veliko bolj kratkoročna in to je, vlaganja, bistveno povečati vlaganja, jaz bom kar rekel včeraj. In tukaj jaz to kar obravnavam kot paket, zaradi tega, ker v podjetjih, če boste vprašali podjetja, eno je digitalna preobrazba in tako naprej, ampak to je povezan tudi z drugim uvajanjem novih rešitev v proizvodnji, z novo organizacijo in tako naprej. Se pravi, kadri, uvajanje digitalnih rešitev in raziskave in razvoj za mene je praktično en paket. Tukaj zraven prej ste omenila članek z dr. Mrakom, sem sva dodala še ta vidik trajnosti, torej prehoda v krožno gospodarstvo, ker ko podjetja grejo v preobrazbo, je smiselno, da imajo tudi ta vidik upoštevajo hkrati. To je torej za mene paket, v katerem bi mogli nemudoma in takoj. Naslednja stvar je potem
to, kar imenujemo digitalno oziroma inovacijski ekosistem. To je tudi ena izmed prioritet. Tukaj so se stvari izboljšale, ampak tukaj je bilo treba zagotoviti še bolj dolgoročen pristop, bolj ciljno financiranje, zato da bi potem podjetja lažje bila podprta z vseh vidikov, tudi z vidika sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo, naprimer kot enim izmed področjem, kjer vemo, da je seveda kvaliteta tega sodelovanja zelo pomembna za konkurenčnost. Bo pa vseeno, ne gre pa tukaj samo za to vrstne stvari, ki jih klasičen arzenal, če smem tako reči. Se pravi, ta segment vlaganja v ljudi je ravno tako ključen, ali pa morda celo še bolj ključen. In tukaj je to, kar smo prej govorila, se pravi preusposabljanje ljudi in odpiranje priložnosti na vseh segmentih, ne samo v celotni vertikali izobraževanja, ampak tudi skozi celo življenje, spodbujanje vseživljenjskih oblik učenja na eni strani, in pa tudi Slovenija bo mogla za uspešen prehod nasloviti, se pravi, prilagoditi varnostne mreže, če tako rečemo. To je tudi en izmed priporočil, se pravi, če se hočemo mi mobilizirati v smislu prehoda v 4. industrijsko revolucijo in bolj ambiciozno uvajanje novih tehnologij, rešitev in miselnosti, potem moramo seveda tudi nasloviti ta vidik opolnomočenja ljudi in poskrbeti za to, da ne bodo nekateri segmenti družbe ali posamezniki ali skupine posameznikov iz tega izšle kot poraženi.